v Bufeju pri Pepiju. Poglejte tole. In sicer iz leta 1897 so tukaj imeli že takrat dejansko to ponudbo, ki vidite tule. In predvsem pa je zelo pomembno to, da so v bistvu vse tele hrana, ki so tule pripravljeni, zelo zanimiva z naslednjim razlogom. Tukaj. Ta del je sveže pripravljeno kuhano meso, ki ga v bistvu po okusu obiskovalci oziroma njihovih seveda ljudi, ki pridejo sem jesti, pripravijo in narežejo glede. To pripravlja zdaj le. Po mojem je to goveji jezik, če se ne motim, je goveji jezik, ne? Imam govejega jezika, pol bo vzel malo drugega mesa. In mi smo naročili, da vam lahko to predstavimo, en mini komplet, da vidimo, kako v bistvu lahko to predstavi, pripravi in to seveda v tem krožniku, ki je tudi zanimiv nekaj posebnega. Kot rečeno, boste verjeli, v tem delu je tale objekt zelo slovenski, tako. Namreč, prvotni lastnik je bil Slovenec. In gospod, ki je današnji lastnik, seveda, žal več ni Slovenec, še vedno vzdržuje v bistvu ta bife pod imenom Pepi. No, tule je zdaj le pripravo. In so opet od kuhanih zanimivosti. Vidite, tule je malo rebrc to dal. Žal bi moj prijatelj Mladen to vedel, pa se v bistvu ta kuhana meso imenuje. Kako se imenuje to meso? Carne bolito. Carne bolito. Aha. No, zdaj nam bo to dal še malo hrenovke in pogledajmo, kaj bo zdaj poiskal. Še eno klobaso. Super, še eno klobaso. No, vidiš, in pa malo govede, če se prav videl. In zdaj le bo to obsolil. In seveda prejte dodal hrena. In malo pa. In to je to. Prav, čestitam. Hvala. In zdaj le vašmo še tale zadnji del objekta. Tole. No, to je bilo vse pri gospodu Pepiju, ki je bil nekoč Slovenec, danes žal ni, ampak je treba priznati, da vzdržuje to preteklost za gosti, ki prihajajo k njemu in veliko jih je. To je bilo to. Kaj pokazati, tudi tako bagane dozi. Gospod Pepi. Tako pa je objekt z notranje strani in tako imajo zunaj tudi ponudbo. In zdaj seveda, ko ste v lokalu, morate imeti masko, da se ve, ne? Ok? To je bilo to.